Ta teden so slovenski škofi imeli pomemben sestanek, saj so se sestali kar z Bogom. Tako je. Sestanek med premierjem Janezom Janšo in škofovskim zborom je potekal v ponedeljek. Glavna tema pogovora pa je bila spopadanje z epidemijo COVID-19. Očitno je premierju zmanjkalo inovativnih rešitev, zato zdaj samo še moli, da bo enkrat konc. Poslušajmo, kaj pa v tem času najbolj moti cerkvene može. Ne te. Tiste na ful cerkvene. Glavne so seveda omejitve v povezavi z izvajanjem verskih dejavnosti, želijo si opravljati bogoslužje na prostem, pa povečanje število vernikov v cerkvah, tudi verouk si želijo izvajati v živo. Videti je, da imajo škofi enake zahteve kot gostinci. Želijo si manj omejitev, da so odprte terase in seveda najpomembneje, da se mlade uvede v tradicijo. Pogovor med Janšo in škofi je seveda nanesel tudi na temo, ki se ji ne moreš izogniti, če se pogovarjaš s 70-letniki. O cepivih. Po neuradnih informacijah naj bi škofovska konferenca za starejše od 60 predlagala kombinacijo Pfizerja in 12 zdravih Marij, za maturante pa AstraZeneco in 7-krat Oče naš. Pri iskanju nasvetov pa naš premier ni ignoriral niti ostalih verskih skupnosti. No, premier se je že pred časom sestal tudi s predstavniki islamske in pravoslavne verske skupnosti. Teme pogovora so bile podobne. Nobena skupnost ne nasprotuje cepljenju, želijo pa si seveda opravljanje verskih dejavnosti. Tako je, premier je obiskal že vse verske skupnosti razen njihovih prič. Te bojo po stari navadi obiskale njega. Lepo je slišati tudi, da so prav vse verske skupnosti podprle cepljenje. Edino pravoslavci so izrazili željo, da se datum cepljenja iz nekega razloga zamakne za 13 dni. Zdaj pa ponovno k slovenskemu nacionalnemu športu. Ne govorim o smučanju, ampak o tistem ta drugem, še bolj nevarnem. Ne, mislim, res ne veste, o čem govorim, a? To je rubrika Kdo je ta teden vozil pijan? Po SDS-ovem Francu Brezniku si je nominacijo za Zlati krigl prislužil še poslanec Jani Ivanuša iz stranke SNS. In kaj na to pravi njegov strankarski šef Zmago Jelinčič? Da naj bi šlo za maščevanje komandira policijske postaje Ormož, ki mu je poslanec pred nekaj meseci postavil poslansko vprašanje v zvezi z njegovim delom, pravi njegov šef Zmago Jelinčič. Hkrati pa dodaja, da Ivanuša odstopil ne bo. Kako točno gre za maščevanje komandirja, če je pa poslanec sam vozil pijan? To ima smisel samo, če sta ga poslanec in komandir pila skupaj, pa ga je pa komandir posadil za volan, pa mu rekel: če te ustavijo, ti sam mene poklič. In se mu pol iz maščevanja ni javljal na telefon. To razumem. Čeprav je vožnja pod vplivom alkohola obsojanja vredna, pa ima ta konkretna zgodba tudi svetlo plat. Lahko smo namreč veseli, da je gospod Jelinčič enkrat za spremembo krivca našel v komandirju policije in ne v Romih. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.